Lepo pozdravljeni v naši oddaji Aktualni dogodki. V kratkem bo nastopil judovski praznik Hanuka ali praznik luči. Zato smo danes k nam povabili predstavnico judovske skupnosti v Sloveniji, Polono Adi Kohen. Gospa Kohen, lepo pozdravljena v našem studiu. Najlepša hvala za povabilo. Se nam lahko na kratko predstavite? Seveda. Moje ime je Polona Adi Kohen. Leta 1991 po osamosvojitvi sem odšla v Izrael, tam sem si ustvarila življenje, se poročila, po poklicu sem učiteljica. Torej, danes bomo govorili o prazniku Hanuka. Nam lahko predstavite zgodovinsko in versko tradicijo tega praznika? Bova šla v zgodovino malce nazaj, 2. stoletje pred našim štetjem. Na področju današnjega Izraela je bila grška provinca Judeja. Vladal je kralj Antiohus, ki je želel, da se tudi judovski ljudje, da sprejmejo njihovo vero. So dovolili, da se praznuje šabat, verski prazniki, obrazovanje. Veliko Judov se je podredilo tem pravilom, nekateri pa so še vztrajali tudi za ceno svojega življenja. Nekega dne so jim postavili Zeusa v tempelj. To je za njih pomenilo velika oskrunitev in začel se je upor Judov proti grški večini. Prvi upor je vodil Matitjahu, potem po njegovi smrti pa Juda Makabejec. Potem so prevladali družina Hašmonajcev, ki so vladali še 100 let do prihoda Rimljanov. Ko je bil ta upor končan, so Judje očistili tempelj in odkrili, da je vrč olja, da jim je ostal samo en vrč olja, ki naj bi zadostoval za en dan gorenja menore. Zgodil pa se je čudež in je ta vrč bil dovolj za 8 dni gorenja menore velikega svečnika. Od tam izhaja čudež praznovanja Hanuke. Prej ste omenili menoro. Nam lahko predstavite, zakaj je ta predmet osrednji element praznika? Menora v templju je imela 7 ramov in so jo prižigali vsak dan. Iz te menore izhaja oblika današnje Hanukije, ki je zelo podobna menori. Tista ima 7 ramov, Hanukija pa ima 9 ramov, kar pomeni za gorenje za vsak dan en ram in še 9. ram, ki je v bistvu, kjer se postavi sveča, ki je nek stražnik, služabnik. Nam lahko poveste kaj več o tem stražniku? Stražnik je sveča, s katero se prižiga ostale sveče in nima namena kot da se šteje. Je pač služabnik in je malenkost dvignjena v sami menori. Nam lahko predstavite še ostale simbole praznika oziroma in kako se praznik praznuje danes? Tako. Danes se prižiga 25. dne meseca Kislev, ki letos sovpada z Božičem, 25. december. Se prižiga Hanukija vsak dan, vsak večer. Začne se prižigati iz leve proti desni, zadnji dan, 8. dan, gori cela Hanukija. Vsak večer se postavi potem ta svečnik na okno, ker je pomembno, da se objavi čudež, da ga vidijo tudi ostali. Poleg tega se otroci igrajo z sevivonom oziroma dridlom ali po slovensko vrtavka, na kateri so črke, hebrejske črke, ki označujejo Nes Gadol Aja Kan, kar pomeni v slovenščini velik čudež se je zgodil tukaj. Otroci dobijo tudi denar, Hanuka Geld, ki ga dobijo v obliki čokoladnih kovancev, pa tudi dobijo pravi denar, da si lahko kaj kupijo. Potem se jejo jedi, ki so bile pripravljene v olju, mi jemo takrat krofe in posebne palačinke, krompirjeve palačinke, pečene v olju. Nam še lahko malo poudarite, zakaj je značilnost teh jedi, da so spečene v olju? Seveda, ker je takrat vrč, v katerem je bilo čisto olje,
zadostoval za 8 dni, se potem 8 dni pečejo jedi v olju. Iz olja v kadi, a ne, v tistem vrču, se pečejo jedi v olju. In je to potem izhaja simbolika priprave jedi. Še kot zadnje vprašanje, a bi lahko slišali blagoslov? Seveda. Ga bom povedala v hebrejščini. Baruch ata Adonai, Elokeinu melech haolam, asher kidushanu bemitzvotav vetzivanu, להדליק נר של חנוכה. Amen. Pa naj s tem prižgemo luč vsem narodom po svetu. Gospa Kohen, jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami in ste nam predstavili praznik Hanuka. Najlepša hvala tudi vam. Tudi vam se zahvaljujem, da ste bili danes z nami in spremljali v oddaji o prazniku Hanuka. Tudi vam želimo luč v vaših hišah, prav tako vam želimo blagoslovljen Božič in prijetne praznike. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo prihodnjič.